Hvala. Celostno načrtovanje za razvoj regij je monografija, ki je nastala kot 10. v knjižni zbirki Regionalni razvoj. Te knjige izhajajo enkrat na 2 leti. Ta knjiga je nastajala v času priprave prve generacije regionalnih prostorskih planov v Sloveniji, regionalnih celostnih prometnih strategij in pa akcijskih načrtov prilagajanja podnebnim spremembam. Prispevki v knjigi obravnavajo izkušnje s pripravo tovrstnih dokumentov in poudarjajo pomen medsektorskega sodelovanja, načrtovanja razvoja na regionalni ravni in pa to, da se je treba osredotočiti predvsem na razvoj regij, ne toliko zgolj na črpanje kohezijskih sredstev. V prvem delu knjige avtorji obravnavajo regionalni razvoj z različnih vidikov, kot so metodologija spremljanja in vrednotenja regionalne politike, analiza doseženih rezultatov regionalne politike v preteklosti, potem pomen sistemskega mišljenja in temeljnih načel kot podlage za celostni regionalni razvoj, prispevek Slovenskega regionalno-razvojnega sklada k razvoju regij in pa en prispevek opredeljuje tudi problemska območja v Sloveniji z razvojnega vidika. Drugi del knjige pa obravnava prostorsko načrtovanje na regionalni in državni ravni. Predstavljene so izkušnje s pripravo prve generacije regionalnih prostorskih planov. Predstavljena je tudi vloga krajinske zasnove kot strokovne podlage v regionalnem prostorskem načrtovanju, omrežje zelene infrastrukture in funkcionalna urbana območja kot orodja za spremljanje izvajanja ciljev strategije prostorskega razvoja Slovenije. Na koncu pa sta še prispevka, eden obravnava razvojno vlogo bohinjske železnice in eden analizira makroodpadke ob rekah po poplavah leta 2023. Skupno sporočilo teh prispevkov je, da sodobnih kompleksnih razvojnih izzivov ne smemo reševati oziroma ne moremo reševati zgolj s posameznimi sektorskimi politikami in dokumenti, ampak je nujno medsektorsko sodelovanje, zelo pomembna je tudi razvojna regionalna raven pri načrtovanju razvoja. Na to že kar dolgo časa opozarja stroka, ta knjiga je pa nekako tudi pomemben prispevek k temu, da to prepoznajo tudi odločevalci. Hvala.